Živja, moje ime je Rebeka Benedetič, stara sem 22 let, prihajam iz Ljubljane, študiram smer farmacije. Moji hobiji, rada športam, pečem, kuham, potujem, ukvarjam se pa tudi s plasiranjem veganskih proteinov in bele jelke na trg, to je pač družinski posel. Potem pa vegetarijanka sem od svojega 7. leta, veganka pa od mojega 14. leta, to je od leta 2011. V bistvu to je tudi zgodbica za tem. Se prav spomnim, sem bila v 1. razredu osnovne šole in smo imeli za kosilo piščančje bedrce. Sem jaz dala to hustom in sem se vprašala, ojoj, iz kje je to prišlo? Ojoj, to je piščanček umrl, ojoj, iz tega ne bom jedla. Od takrat naprej sem vse prekinila, nisem jedla nič mesa, nič rib, prej sem jedla pa tega ogromno in tako kar naenkrat se je to zgodilo. Tako. To pa v bistvu vpliv je imel moj brat. On je naenkrat postal vegetarijanec, potem vegan in mi je rekel, da jaz pijem toliko mleka, da sploh vegetarijanka nisem. In to je mene kar šokiralo. Kako to? Sem malo raziskovala, mi je pokazal tudi videe, kako so v bistvu čistili žile, ki so imele plak. Operacijo mi je pokazal in sva pač ugotovila, da to tudi zaradi mleka, zaradi teh stvari. In sem rekla, jaz tega ne bom jedla in isto, kar naenkrat. Enkrat, mislim, da isto v osnovni šoli, v bistvu so imeli naši sosedje, so imeli prašiče. No in to je, ne vem, prav spomnim se, da so glih enkrat sredi dneva, okoli 12. so pač začeli klati tega prašiča in je bila glih moja takrat najboljša prijateljica, zelo dobra prijateljica, je bila glih zraven in tudi njej je bilo hudo, ker je 1 let mlajša od mene. In sem jaz rekla, da če oni ne bodo tega nehali, da bomo poklicali policijo. Takrat ni bilo več klanja živali. Ampak to je bilo meni zmeraj grozno. Tudi na poti sem videla na avtocesti kombi, mislim tovornjak, s praznimi živalmi, mislim s kletkami praznimi. To pomeni, da so jih glih zdaj zaklali. To je meni, zmeraj me zadane. Ja, se spomnim v enem 3. razredu pri podaljšanem bivanju. Tam sem imela eno pač učiteljico, ki je bila dobesedno zraven mene, je sedela, v bistvu stala in mi je govorila, jej to juho, ker je bila pač z mesom. In jaz sem se tam jokala, pač ne vem, pol ure sva imela to. In pol sem rekla, doma sem to povedala in so me odjavili od kosila, pač, da to ni šlo čez. Kje ne, to, ker meni je to kliknilo in od takrat, če na primer tudi zdaj, če vidim jaz torto, ki ni veganska, mene ne mika. Mene to sploh ne mika, če pa je veganska, pa celo pojem lahko. No, tako, drugače pa babi pa tudi dobro kuha, tako da vse, kar so oni jedli, je ona zame pripravila čisto isto, tako da nisem nič pogrešala. Ja, no, vem, da pač prijateljici sem rekla, bova to gledale, tako enkrat zvečer. No in ona je to že gledala, pa rekla, ja, greva gledat Game Changerje. In sva to pogledale in meni je bil ta film top. Pač res, ker sem se tudi najdla v tem, ker vem, da pač je res, kar govorijo. Naslednji dan so zjutraj mojemu očiju rekla, a imaš zdajle čas, ne vem, ob 6, 7 zjutraj, a imaš zdajle čas, greva tole pogledat. In sem ga prisilila, se je usedel in mu bil tudi film top, je zmanjšal meso naenkrat na teden. Ful dober. Potem pa sem isti dan še zvečer gledala s celo familijo, tako da so tudi moj brat, ki je zelo mesojed, mi je isto ful zmanjšal, danes je celo jedel vegetarijansko pico, tako da top. Moj drug brat je poratal vegan, je že mesec vegan, enega vegana imam pa še brata, pa pač je pa ki me je pač navdihnil za to, da ratam jaz veganka. Ja, veliko je tukaj navada. Ljudje smo navajeni, ne vem, ljudje kadijo, pa ne morejo nehati, tudi če hočejo nehati, ne morejo nehati. Ljudje imajo radi cuker, pa vejo, da je slabo za njih, pa vsem to pač jejo. Tako da navada je tukaj zelo pomembna. Je pa tudi okus.
sicer veganska hrana je tako dobra, da velikokrat jaz naredim, ne vem, vegansko večerjo, pa ljudje ne vejo, da je to vegansko, ali pa kaj prinesem, pa zdaj že lahko pričakujejo, da je vegansko, ne, ampak velikokrat jih preseneti, kaj vse lahko vegani naredimo. Čisto vse, ne vem, lahko narediš veganski bolognese, če hočeš. Jaz naredim enkrat na let, ker vem, da je ful kalorično to, ampak veganski snickers, to vsi prste oblizujejo, top. Pač karkoli lahko narediš. Jaz vem, ker sem že bila sama kot otrok vegija, ne, pa tudi vem, da kakšne rezultate imam, vem, kako s ta pravo hrano, vse vem, kaj moram narediti, da bi pač otrok lahko živel zdravo. Tako da jaz bi ga vzgajala v veganskem stilu. Zdaj, če bi on želel pač v restavraciji jesti meso, pač bi pustila, saj to je on sam se odločil, ampak bi pa vedel, iz kje prihaja to. Bi vedel, kaj ima na krožniku, in če se sam odloči, se bo pač odločil, da je meso. Tako. Zdaj, jaz imam tako mnenje, dlje časa, kot si vegan, bolj si odporen na te stvari. In zdaj, če bo en na novo izvedel za vse te stvari, kaj se dogaja z živalim, je itak, da bo pol vznemirjen. Pač, kako lahko to delaš, njemu je to toliko blizu, toliko pri srcu, da ne more verjeti, kaj lahko drugi delajo, ne. In tako da jaz razumem njih, pač jih štekam, ampak vem pa, da tudi na drugi strani zna biti moteče. To pa tudi vem, ne. Tako da jaz, na primer, jaz delam svoje, pač jaz gledam v svoj krožnik in pač, če koga navdušam s tem, se mi je že zgodilo, da so mi rekli, jaz sem pa zdaj že en mesec veganka, ful dober. In da zaradi mene, pač ona, če ne bi mene poznala, ne bi vedela za to. To je top. In tako da jaz probam z nenasilnim načinom pač vzor dajati. Torej, proteine, če želite, drugače lahko dobite s prehrano, to je na primer jeste stročnice, mešate različne stročnice, koruzo, grah, fižol, take stvari, soja, na primer seitan, pač veliko stvari je na tržišču. Lahko pa tudi dopolnjujete, če tega ni dost. Jaz, na primer, uporabljam od prehranskih dopolnil na splošno, uporabljam v bistvu tele naše proteinčke z belo jelko, top za regeneracijo, ima veliko mineralov, vitaminov, ki jih na splošno vsak človek rabi, tudi vegani. Na primer B12, to je problem celega sveta, to ni problem veganov, ne. Potem pa še uporabljam v bistvu sama kapsule bele jelke, to pa na primer pri športu fajn pride, regeneracija tkiv, boljša vzdržljivost, kontrola sladkorja pa top za imunski sistem, no, to jaz uporabljam, ja. Zdaj ti naši izdelki so namenjeni čisto vsem, veganom, neveganom, ljudem s celiakijo, ljudem s sladkorno boleznijo, vsem res, kakor smo lahko naredili, čim manj alergeno. Namenjeno je tudi za mladostnike, mladoletnike, namenjeno je starejšim osebam, ne vem, poslovnežem, športnikom, skratka za vsakega ta izdelek, no. Dobi se lahko, v bistvu, lahko mi pišete na info@thebest.si, se pomenimo, da vidite sploh, kaj je to, lahko to sprobate, da vidite, če vam to odgovarja in potem nadaljujemo naprej. Zelo rada imam jedi na žlico, na primer imam rada čorbe, vse, kar se not vrže, top, rada imam prebranac, rada imam tudi krompirjev golaž, mi je ful dober, špagete, pasta, top, to imam ful rada. Juhice sem že rekla, toliko so mi všeč, jaz bi raje juho jedla namesto sladice, toliko so mi dobre. Kaj rada spečem, za vsakič, ne vem, ko ima kakšna prijateljica rojsten dan, spečem vegansko ali torto ali mafine, tako da to je že kar stalnica, da vejo, če bo rojsten dan, bojo dobile to. Rada naredim enkrat na leto veganski snickers, toliko dober, joj, to je res najboljši. Ampak samo enkrat na leto, ker to bi bilo preveč, če bi jaz vsak mesec delala to. To je to načeloma, ali pa rada, na primer, zmer, ko gremo kam s prijateljicami na izlete, zmer sem jaz tista, ki kuha, tako da takrat teden jejo vegansko. To je ful dober. Pač v bistvu, kjerkoli recept mi je fajn, si pogledam na Instagramu, na primer, je veliko teh strani,
ki imajo prav recepte z videi, kako kaj jih pripraviš, tako da tudi tam malo pogledam, kaj bi se dalo narediti, no. No, moja zaključna misel, če želite prešaltati na veganstvo oziroma želite zmanjšati vnos mesa, kar je zdaj zelo pomembno, ljudje jejo preveč mesa, res preveč, vsak dan jejo lahko tudi po 3 obroke, kar ni zdravo za telo. Če želite malo zmanjšati oziroma prekiniti z živalskimi izdelki, je najboljše, da jeste to, kar že zdaj jeste, samo zamenjate v bistvu živila živalskega izvora, živili rastlinskega izvora. Ni najlažji, to bom povedala res. Mislim, meni je bilo, ko mi je kliknilo, ampak to ni za vsakega. Veliko bo šlo postopoma, ampak se splača. Tudi meni je to res najboljše, ko grem kridat, pa vidim, da je res ful dobro, no. Zdaj pa lahko vi sprobate, pa vidite, kako bo vam to odgovarjalo. Zdaj jaz tega ne morem primerjati zdaj pa prej, ker sem že toliko časa, a ne. Lahko pa povem, da če grem kridat, me zmeraj vsak zdravnik vpraša, pač kaj jaz delam, da imam tako dobro kri. To je pa zmeraj tako dober kompliment, mi cel teden polepša mesec.